Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate sredine dogodke dneva na televiziji Celje. Na Ljubečni pri Celju so odprli avtocestni nadvoz. Simbio je na ekoloških otokih začel zbirati tudi gospodinjsko olje. Slovenke v Zlatorogu premagale Srbijo in se uvrstile v drugi del evropskega prvenstva. Šentjurju lokalni derbi v Podčetrtku za ohranitev 3. mesta na prvenstveni lestvici. Na Ljubečni so v ponedeljek zvečer odprli avtocestni nadvoz, ki je dolg 53 metrov in širok 8,5 metrov. Zgrajen je bil že leta 1976 in je že več let klical po obnovi. Izbrani izvajalec del je v sklopu investicijsko-vzdrževalnih del v celoti odstranil zgornji del objekta, na novo asfaltiral vozišče, zgradil pločnik, namestil varnostno ograjo in izvedel nov sistem odvodnjavanja izven območja opornikov. Sanirali so tudi razpoke na spodnji strani prekladne konstrukcije ter dodatno ojačali objekt. Obnova je stala 657 tisoč evrov. 348 tisočakov je iz mestnega proračuna zagotovila Mestna občina Celje, ostalo je prispeval Dars. Celjska družba za ravnanje z odpadki Simbio je pred časom napovedala, da bodo začeli na ekoloških otokih zbirati tudi odpadno gospodinjsko olje. Prve 4 zabojnike so v teh dneh že postavili v Medlogu in Škofji vasi. Med vikendom bodo delavci Simbija gospodinjstvom na teh območjih začeli deliti tudi posebne namenske posode za zbiranje jedilnega olja. Če smo lahko odpadno jedilno olje doslej prinesli le ob akciji zbiranja nevarnih odpadkov ali smo ga morali sami pripeljati na odlagališče v Bukovžlaku, ga bomo v Celju lahko odslej zlili v takšne, posebej za zbiranje jedilnega olja prirejene zbiralnike. Trenutno smo namestili 4 tovrstne zbiralnice in sicer na ekološke otoke v krajevni skupnosti Medlog in krajevni skupnosti Škofja vas. V Škofji vasi sta nameščeni zbiralnici pri gasilskem domu in pri transformatorski postaji Tumova, v Medlogu pa tukaj za nami pri letnem bazenu Celje ter druga stoji pa pri sedežu krajevne skupnosti. Zlivanje jedilnega olja v otoke ali v naravo povzroča škodo, lahko onesnaži podtalnico ali vpliva na delovanje čistilne naprave. Zato si v Simbiju želijo, da bi s takšnim zbiranjem in pravilno predelavo dobili še eno zeleno rešitev za okolje. Odpadno jedilno olje je seveda nevaren odpadek, prepovedano ga je mešati z drugimi odpadki in tudi izlivati v kanalizacijo. Sicer pa je odpadno jedilno olje tudi dragocena surovina, namreč iz litra odpadnega jedilnega olja lahko pridobimo kar 0,9 litra biodizla. Preostanek pa je tudi uporabna surovina in sicer glicerin. Tako da je res velika škoda, če ga zlivamo kar tako v kanalizacijo, ker povzroča škodo. Da bo zbiranje odpadnega jedilnega olja lažje, bo Simbio njihovim uporabnikom razdelil tudi posebne posode, v katerih bodo potem to olje lahko prinesli tudi do zbiralnice. Začeli bomo z razdeljevanjem konec tega tedna, se pravi v soboto, in sicer najprej krajanom krajevne skupnosti Medlog in Škofja vas, nato pa bodo seveda jih prejeli tudi vsi ostali. Poleg teh posodic bodo prejeli tudi letake za pomoč pri ločevanju in zbiranju. Zdaj trenutno zberemo v Mestni občini Celje približno 1400 litrov tovrstnega jedilnega olja, v vseh 12 občinah pa nekako od 5000 do 6000 litrov in seveda s temi namenskimi uličnimi zbiralniki pričakujemo, da bomo zbrali bistveno več. Kot kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije, nekako vsak prebivalec Slovenije proizvede od 5 do 10 litrov odpadnega jedilnega olja, tako da so rezerve še res velike. V ulične zbiralnice odpadnega olja je dovoljeno zlivati samo jedilno odpadno olje, motornega olja ali masti pa ne. Vsak ulični zbiralnik ima poseben senzor, ki ga seveda nadzorujejo naši zaposleni, tako ko bo zbiralnica polna, bodo prišli s posebnim tovornjakom jo sprazniti. Kljub uličnim zbiralnikom imajo občani še vedno možnost, da pripeljajo jedilno olje do zbirnega centra Bukovžlak ali pa ga oddajo v času zbiranja nevarnih odpadkov na terenu. Skupaj bo v Mestni občini Celje postavljenih 35 uličnih zbiralnic odpadnega jedilnega olja. Postavili naj bi jih do maja prihodnje leto.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je zaključila z nastopi v skupinskem delu 15. Evropskega prvenstva za rokometašice. Slovenke so v zadnji tekmi skupine B v celjskem Zlatorogu 27-24 premagale Srbijo in kot tretje uvrščene napredovale v drugi del tekmovanja v Ljubljani. Tam bodo njihove tekmice Hrvatice, Norvežanke in Madžarke. Čeprav Srbija na tem evropskem prvenstvu nastopa precej oslabljena, je v prvem polčasu obračuna proti Sloveniji prikazala svojo najboljšo igro na prvenstvu. Varovanke nekdanjega slovenskega selektorja Uroša Bregarja so v prvem polčasu vodile že za 4 gole, na odmor pa odšle z 2 goloma prednosti. V nadaljevanju precej boljša igra Slovenk, ki so uspele unovčiti daljšo klop in odlično dnevno formo vratarke Amre Pandžić za končno zmago s 3 goli razlike. Jaz sem zelo ponosna na našo ekipo, pokazali smo, da smo pravi, da se lahko po porazu zberemo in spet zmagamo. En veliki ponos, prvič nam je uspelo spet, da se uvrstimo na Evropskem prvenstvu naprej in samo pozitivno. Tekme nismo začele z dovolj energije in zbranosti, zato je Srbija v polčasu vodila. V nadaljevanju smo našo energijo dvignile na višjo raven. Bile smo bolj agresivne v obrambi, naredile smo več prekrškov. Z našo agresivnostjo smo prišle nazaj v tekmo. V drugem polčasu smo bolje tekle in izkoristile njihovo skromnejšo rotacijo, saj so pogrešale nekaj pomembnih igralk. Lepo je bilo igrati v takšni atmosferi. Hvala vsem, ki so nas prišli spodbujati. Everybody was really nice in front of this public. It was really nice game to play and I want to thank everybody that came to support us. V prvem mogoče nismo imeli dovolj agresivnosti v napadu, nekako so one vsem prehajale čez, v obrambi niso prehajale čez, v obrambi, tako da v napadu smo mogoče imeli kakšno žogo preveč izgubljeno, pol v drugem se mi zdi, da smo se zrali, da smo veliko bolj spoštovali žogo, da rečem lahko temu tako, in tudi v obrambi, pa tudi Amra seveda v zadnji je bila neverjetna, tako da vse to skupaj nekako je odločilo, no. Jaz bi rekla, da je bila res ena borbena tekma, no, z obeh strani. Vedeli smo, da bo težko. Tudi v prejšnjih letih nas je Srbija premagovala, tako da sem neizmerno vesela pač za nas, da smo pokazali, da smo ekipa, da smo dobili to tekmo s mojimi čudovitimi soigralkami, s strokovnim štabom in tole vrhunsko publiko. Z osvojitvijo 3. mesta v skupini in uvrstitvijo v nadaljne tekmovanje so Slovenke dosegle osnovni cilj na prvenstvu. Po večerni zmagi Danske proti Švedski vse 3 reprezentance iz skupine B v nadaljne tekmovanje odhajajo z 2 točkama. Opravile smo odlično delo. Veliko smo se naučile tudi na tekmi proti Švedski. Naprej nesemo 2 točki in imamo velike možnosti, da zmagamo vse 3 tekme in dosežemo dober rezultat. Ja, mislim, da v vsakem primeru nesemo 2 točke naprej, kar je bil naš cilj, v bistvu, da gremo čez grupo in da se potrudimo in evo, 2 točki sta naši, tako nam bo lažje tudi naprej. Ne vem, bom rekla, da mogoče smo majčkeno presenetili Danke oziroma Slovenijo, no, ne vem, če je lih marsikdo pričakoval tole zmago. Mogoče ta poraz proti Švedinjam je bil malo boleč, ampak spet sem zelo vesela, da smo se uspeli pobrati, da smo ostale skupaj kot ekipa in da smo danes dobili tole tekmo. Slovenke bodo v drugem delu prvenstva v Ljubljani v četrtek igrale proti Hrvaški, v nedeljo proti Norveški, prihodnji torek pa še proti reprezentanci Madžarske. Norvežanke so v drugo fazo prenesle 4, Hrvatice pa 2 točki. In kakšno Slovenijo lahko slovenski ljubitelji rokometa pričakujejo v Stožicah? Da bo pokazala srčnost, bojevitost, pogum, vse, da bomo šli vsi na glavo. Za rezultat ne vem, no, ampak pravijo, da rezultat pride s tem, ko daš ti nekaj. Tako da mi bomo dali vse.
Mi se zdaj koncentriramo na sebe, na nasprotnike, ki nas čakajo v glavnem delu in to je to. Ja, sigurno zelo kvalitetne reprezentance, vse Norveško, sploh ne rabimo izgubljati besed, to je pač vrh ženskega rokometa, medtem ko Madžarska in Hrvaška sta reprezentanci, ki sta zelo neugodni, igrali smo z njima v zadnjih 2 mesecih, v bistvu z obema 2-krat, oziroma mesecu pa pol, tako da jih poznamo, ampak glih zaradi tega mislim, da bo še toliko težje in ja, mogli se bomo res pripraviti maksimalno na vsakega izmed njih. Na takšnem turnirju je vse mogoče. Smo še posebej motivirane, ker igramo doma. Ne želimo razočarati samih sebe, niti gledalcev, ki nas bodo prišli spodbujati. Tam so zelo dobre reprezentance, z njimi smo igrali, na njih smo že pripravljeni in se še bomo pripravili, ampak jaz mislim, da če nadaljujemo tako, lahko osvojimo še nekaj točk. V zadnji tekmi 6. kroga košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Šentjurja z 71-66 izgubili na gostovanju v Podčetrtku. Šentjurčani so dosegli že svojo 5. zmago v letošnjem prvenstvu in so trenutno na 3. mestu prvenstvene lestvice. Šentjurčani so v Podčetrtku izkoristili neigranje enega najbolj izkušenih domačih košarkarjev, Sandija Čebularja, in praktično skozi celotno tekmo nadzorovali potek stvari na igrišču. Gostitelji so jih v finišu tekme sicer ujeli in izid izenačili, a je nato na sceno stopil šentjurski organizator igre Dan Martin, ki je dosegel ključne koše za šentjursko zmago. Ja, imeli smo kar dosti časa, da se pripravimo na tekmo, kar 9 dni med zadnjim hudim porazom v Šentjurju in edinim proti Heliosu. Odigrali smo dobro v obrambi, ne tako dobro v napadu, namreč nismo blesteli, kar je po drugi strani meni zelo všeč, da dali smo 2 prve trojki in potem samo še 3 do konca tekme in smo kljub temu z malo težavami tudi prišli do zmage. Tako da moramo igrati boljše, ampak sigurno sem zadovoljen, da smo tudi s tako slabšo napadalno predstavo prišli do zmage proti res dobri ekipi Podčetrtka. Šentjurčani so v dosedanjem delu prvenstva slavili že na 3. zahtevnem gostovanju. Po Rogaški Slatini in Šenčurju so se zmage veselili še v Podčetrtku. Ja, je precej več, kot sem sam pričakoval, precej več, kot so vsi pričakovali, ampak to je samo začetek prvenstva. Porazi še bodo prišli zagotovo in na to bomo pripravljeni. Sicer smo kljub težjem razporedu, kot ste povedali, prišli do teh 3 gostujočih zmag, zato zdaj moramo nadaljevati v istem ritmu in brez podcenjevanja igrati proti ekipam, proti katerim pričakujemo zmago. Eno je pričakovati, drugo je pa doseči, tako da se bomo zdaj obrnili k pokalu, potem pa mogoče najslabša ekipa lige je Škofja Loka in tu moramo pokazati svoj karakter in nadaljevati serijo zmag. S 5 zmagami in le 1 porazom je moštvo iz Hruševca zaenkrat krepko preseglo pričakovanja pred začetkom letošnje sezone. Ja, dobro nam gre, stanje na tabeli je vrhunsko, situacija v klubu je dobra, vsi skupaj smo veseli in strokovni štab in igralci in seveda klub. Menim pa, da moramo napredovati, da določeni igralci na določenih pozicijah igrajo dobro, dosegajo skoraj svoj optimum, medtem ko eni morajo še napredovati in seveda ta skupinska obramba in tudi malo več inteligence v napadu bomo potrebovali za nadaljevanje prvenstva. Zdaj se bodo Šentjurčani osredotočili na pokalno tekmovanje, kjer jih v 4. krogu čakata 2 lokalna obračuna z Rogaško. Prvi bo 15. novembra v Hruševcu. Žreb pokala je zelo čuden, ni naklonjen, tako kot ste povedali, ker smo že v predkolu igrali proti prvoligašu Polzeli, zdaj praktično 8 parov in edini resen par je Šentjur Rogaška. Gre za 2, bom rekel, po kakovosti izenačene ekipe. Tudi naša prva medsebojna tekma je bila izenačena, je rešena bila po daljšku. Mislim, da bo tudi ta pokalna oziroma 2 pokalni tekmi na podoben način izenačeno borbeno, ampak jaz verjamem, da bomo v 2 tekmah v seštevku uspeli iti naprej.
Jutri bo oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dopoldne pa se bo dež razširil nad vso Slovenijo. Ob morju bodo možne tudi nevihte. Zapihal bo severni veter, na Primorskem popoldne šibka do zmerna burja. V gorah se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine med 1500 in 1800 metri. Popoldne bodo padavine od severa slabele in do večera postopno ponehale. Temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo na Primorskem precej jasno z nekaj burje. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne marsikje megleno. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost. Prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.